Draga publika, spoštovane in cenjeni, jauza, živijo, kako ste kaj? Ste danes že tekli? Ko sem slabi 2 leti nazaj začel prejemati idejo, da bi morda začel snemati svoj podcast, in ko sem potem to dejansko začel, se mi seveda niti sanjalo ni, da mi bo uspelo ali pa da se mi bo tudi dalo ta projekt pripeljati do 100. oddaje. No, in sedaj smo tu. Priznam, z motivacijo sem imel na koncu še najmanj težav, tematike, ki me v teku zanimajo, še bolj pa ljudje, ki se s tem športom ukvarjajo, me niti za moment ne puščajo hladnega. Je res, da me včasih malo čas zabaše, kot bi se reklo, da moram sprejeti kompromis, v zadnjem trenutku poiskati kakega novega gosta, gostjo, ali pa se kregati z računalnikom, kot pove pokornost, ravno med kako montažo. No, in z malo improvizacije mi doslej uspelo sestaviti vsako in vse epizode do tega trenutka. Najbolj sem vesel, da mi doslej neprilike niso prekinile tega niza, no in če tudi bi mi ga, ne bi bilo konec sveta. Od oktobra 2020 sem tako vsak teden uspel pripraviti dovolj vsebin za epizodo, včasih celo 2. Super! In čeprav bi se mi sedaj prilegel krajši dopust, mi srce počne, da več kot sem spoznal ljudi, več kot sem odprl teh tekaških tem, bolj me vlečejo še nove, še več idej imam, koga in kam bi poklical. Očitno se me ne boste rešili tako zlahka. No, in ker tega pač ne delam samo zaradi sebe, pač pa tudi za vse vas, ki vas tekaška radovednost ne žene samo gibanje, pač pa zanimajo tudi zanimivi tekači in tekačice, predvsem njih zgodbe, kako uporaben nasvet in odkrivanje vseh tančic tega našega športa. Zaradi vas in sploh zaradi vas še vedno vztrajam. Preden vam povem par zanimivih številk okrog tega podcasta, pa zahvala. Brez vašega spremljanja, spoštovane, brez gledalcev in poslušalcev bi bilo tole moje govorjenje bolj samo sebi namen. Hvala, ker me spremljate, hvala, ker se naročate, ker komentirate, ker priporočate in seveda predlagate in tudi konstruktivno ali pa kar tako kritizirate. In seveda, ker donirate, da morda še kako z tehnike kdaj zamenjam in podaljšam naročnino na kak spletni program za urejanje. Hvala sledilkam, hvala poslušalcem in gledalkam, vsem, ki ste zagreti za tek in imate namen še ostati taki. Upam, da vas čim več, ja tudi vas, draga publika, dobim pred tole kamero in tale mikrofon. No, včasih mi kdo od gostov reče, no, jaz pa ne sodim v tole oddajo, ker je toliko prvakov, pa rekorderjev, pa zmagovalk, ampak redni poslušalci in gledalci že veste, da se odlične tekaške zgodbe, spoznanja, usode in preizkušnje skrivajo praktično vsakem izmed nas. No, če imate dobro zgodbo, v kateri si lahko za trenutek angažiramo svoje misli in se tudi kaj naučimo, prosim, sporočite mi, predlagajte, javite. Ali pa o svojem sotekaču, prijateljici, znancu, sosedi, povejte, pa jih bom kontaktiral jaz. Sleherniku namreč in tudi meni je najbolj blizu, če ve, da so tam zunaj pač ljudje, ki se morajo, tako kot si mi, vsak dan znova motivirati za življenjske izzive in jim pri tem lahko tek tudi zelo pomaga. Tako da, dobrodošli vsi, pišite mi, z veseljem spremljam in sprejemam nove predloge. No in zdaj k statistiki na hitro jo obdelajmo. Se vem, ne marate številk, pa vendarle. Do sedanjih 99 epizod si je na YouTubeu ogledalo že skupaj več kot 67,000 ljudi. Še dobrih 35,000 si jih je debate poslušalo na iTunesih, Spotifyju, na Google Podcasts. No in če pogledamo čez palec, povprečno vsako epizodo posluša in si jo pogleda več kot 1000 ljudi. Super ste! V 100 epizodah bo skupaj kakih 130 ur materijala, no za tiste, ki ste se šele priključili, imate še veliko dela, da pridete na tekoče
in da si vseh teh 130 ur zavrtite. Vsaka epizoda mi vzame 80, tudi več ur včasih, da jo spravim skupaj. In v teh 1200 in več urah bi najbrž lahko tekel ali pa delal kaj drugega, bolj pametnega, bi kdo rekel. No, še eno tekaško knjigo napišem, ko bo čas za to, da pa bi vse te ure recimo tekel, bi vendarle postal doslej že najmanj ultraš. Ampak potem se ne bi tule družil z vami in roko na srce, že tako me vse boli, tako da naj kilometri ostanejo pri tem, kjer so, jaz pa bom posnel še kakšno oddajo. Kdo posluša tole oddajo? Ja, mlajših od 35 let je slabih 40%, glavnina poslušalk in gledalcev pa je stara med 35 in 50 let. Še vedno prevladujejo moški, vsaj YouTube tako pravi, skoraj 2/3 vas je, ampak odstotek žensk se zlagoma vztrajno povečuje, kar me še posebej veseli. Isto velja tudi za sestavo mojih gostov, čeprav se s tekom ukvarja več moških kot žensk in zato skoraj 70% mojih gostov, prav tako moških, pa je vedno več žensk, ki v teku puščajo pečat. Veste, kateri podatek me je najprej presenetil? Da sem od začetka oddaje gostil že, pazite zdaj to, izjemnih 179 ljudi. Nekateri so bili sicer tule že večkrat, ampak nič ne de. Skoraj 2 povprečno epizodo in to zdaj, ko se je šele dobro začelo. Torej, hvala na tem mestu tudi vsem mojim gostom in gostjam, ki se tako prijazno odzivate na vabila in mi s tem vedno znova razveselite srce. Dovolj številk bo zdaj rekli, no vseeno si ne morem pomagati, in ker je 100. epizoda in ker sovpada s celim kupom mojih ostalih obletnic, vam jih danes pač na način malo sentimentalno razkrijem in s to oddajo tudi obeležim. Začetek, ja, nimam čisto točnega datuma, ampak v tednih okoli začetka poletja to leto mineva okroglih 30 let, ja, odkar sem se prvič namenil, da grem malo teč. Kaj točno me je takrat kot 15-letnega mulca zvabilo, da sem v bližnjem gozdu tekel svojih prvih 2 do 3 kilometre, ne vem, sem že malo pozabil, prav gotovo pa je bilo to neka želja po gibanju, želja po športnem udejstvovanju, v katerem se pač nisem nikoli prav znašel, ali pa je bila to neka potreba po neki telesni aktivnosti, ki jo lahko sam določam, ki sam diktiram intenziteto, čas in tudi prostor. Ko bom kdaj morda pisaril v teh svojih začetkih, se bom prav gotovo vrnil tudi nazaj na vse tiste spomine. Na svoj prvi maraton sem tekel 4 leta kasneje. Vmes sem tekel malo več, vsako leto sem dodajal kakih 5-krat, 6-krat na teden, po slabo uro, po večini okolici doma, včasih pa tudi v Ljubljani, kamor sem zahajal na faks. Ko sem pa videl razpis za prvi ljubljanski maraton, me je nekaj povleklo in Staničeva, kamor sem se šel osebno prijaviti na ta dogodek, me bo zavedno spremljala. Zgodba, ki sem jo popisal tudi v svojih tekstih, je zaznamovala mojo tekaško pot. Tisti, ki ste prebrali mojo knjigo, veste, da sem komaj prepričal organizatorja, da me je spustil na moj prvi maratonski tek, še ne 20-letnega mulca, brez tekmovalnih izkušenj. No, mojih prvih 42 kilometrov na ljubljanskem maratonu leta 1996 je bila tudi moja prva uradna tekaška tekma. No, Ljubljanec je zaznamoval tok praktično vsega mojega tekanja. Konec oktobra sem bil na vseh Ljubljancih prvih 15 let na najdaljši razdalji, kasneje vsled družbe in včasih tudi slabše pripravljenosti, pa kdaj tudi na 21 kilometrov. Z vitezi dobrega teka se zadnjih 14-15 let veliko hecamo in tako tudi ohranjamo ne tek. Samo zabaven, pač pa tudi svež, zanimiv za nas same in tudi za vse ostale. Bili smo našemljeni kot vitezi, kot jamski ljudje, kot legionarji, kot minjoni, kot retro tekači in še kaj. Pa kenice smo lovili, joj, kako smo jih lovili. No in prav vitezi so tisti, ki so po 15 letih mojega začetnega tekaškega samostojnega bolj ali manj
tekaškega udejstvovanja nepovratno in za zmeraj zaznamovali moje nadaljnje tekaško gibanje. Leto 2007 je bilo to v vseh pogledih zame prelomno leto. Najprej sem pustil redno službo in se podal na samostojno podjetniško pot. Najprej sem v IT, kasneje še v poslovno svetovanje, po športno trgovino, publicistiko, tudi v predavanja, delavnice, management in organizacijo. Leta 2007 sem spoznal tudi bodočo ženo, začel ustvarjati družino, se preselil in se življenjsko tudi malo zaresnil. Iz same naveličenosti nad tekom sem začel tudi teči bos. In so mišljeniki in so tekači povezal v društvo Vitezi dobrega teka, s katerim smo osnovali, temu vedno rečem, moj prvi otrok, nočno desetko, ki je 15 let nazaj zatresla tekaško sceno in z svojo malo odštekanjo predrznostjo postavila nove standarde na področju cestnih tekaških prireditev. Da se ob vseh teh okroglih obletnicah za trenutek ne ustavim, bi bilo seveda škoda, da se v njih tudi malo sentimentalno razlagam vam, pa tudi. No, svojih 30 let tekanja letos bom kasneje še obeležil s 30 km teka, jasno, na kakšni ljubi trasi iz nekdanjih časov, naj si bo po ravnem, ali tudi čez kak gost ali čez kak kucelj. Bom zdržal še 30 let, se sprašujem, no, ko gledam kakega veterana, krepko v 70-ih, kako še suvereno brca in se bori tudi na dirkah, si želim, da bi bil enkrat podobno zagret, še sposoben in neumoren. V svojih 30 letih sem odtekel kilometrov za vsaj enkrat okrog zemlje, kar se mi fajn zdi, to je bilo vse skupaj tudi za 60 maratonov. Ja, nisem jih še uspel točno prešteti, se opravičujem, kaj, ampak obljubim, da do 100. maratona to opravim in preštejem tudi še cel kup drugih tekaških podvigov. Odtekel sem tudi 100 km v Kosu, ja, na čast rojstva svoje hčerke. Ko sta si mi kasneje rodila dvojčka, pa si jih nisem upal teči 200, sem jih samo 20. Morda me to kdaj še čaka. Odtekel sem eno večdnevno 220 km dirko zimsko Trans-Slovenijo, kjer smo štartali na -12 stopinjah in takrat sem od blizu spoznal tudi vso slovensko ultrasceno. Bil sem tudi reden gost na gorskih maratonih, tam sem spoznal trail, preden se je tako šele imenoval. Poleg ljubljanskega maratona so me zaznamovali tudi Radenci, ker sem od leta 1997 tako ali drugače prisoten na cesti in ob njej. S tekom sem spoznal dobršen del Evrope, tekaška popotovanja in avanture, ki so se začela kot hec med tekaškimi prijatelji, ki smo začeli združevati prijetno s koristnim, so prerasla v neke resne organizacijske podvige in z Igorjem, prijateljem, kompanjonom zadnjih 15 let, sedaj nekajkrat na leto zberajo po več kot 50 ljudi in jih peljeva po evropskih prestolnicah, po mestih, ki jih morda drugače ne bi nikoli obiskali, kaj šele pretekli. Čeprav sem po duši en velik zapečkar in sem najraje doma, jaz se vem, da je to težko verjeti, kot tudi težko verjamete, da tudi nasploh ne govorim veliko, ker me več ali manj vedno slišite ropotati. Ja, prav tek in tekaška popotovanja so mi pokazala širni svet. In veste kaj? Vsakič, ko grem in pridem nazaj, mi je bolj jasno, da mi je tu, kjer sem in kjer se kanim postarati, najlepše na svetu. Od Turčije do Nemčije, od Rusije do Portugalske, od Irske do Cipra, pa še cela celinska Evropa vmes, če že moram potovati, mi je všeč, da to počnem s tekom in zaradi njega. No, največ, kar mi je tek dal, pa so ljudje. Ne samo, da sem ženo spoznal na teku in zaradi teka, da je vse moje najbližje, najboljše prijatelje, moje življenje na način prinesel tek. Kamorkoli grem sedaj, poznam vsaj kakega tekača ali tekačico, kakega navdušenega maratonca, trelašico, nasploh tekaškega ali gibalnega entuzijasta. Zato, spoštovani in spoštovane, tek mi pomeni najboljši čas za preživljanje časa
tako sam s sabo, še bolj pa hkrati izjemna možnost za druženje z ljudmi z vseh koncev in krajev in vseh življenjskih filozofij. Dvomim, da bi kje druge lahko spoznal vas, dragi moji, ki vas cenim, čudujem, se navdihujem ob vas in sem vas kadarkoli sploh zelo vesel. Dvomim, da bi v kateremkoli drugem športu lahko pripadal tako neverjetno raznoliki, pa po duši tako podobni druščini. Zaradi teka in pisanja o njem je Boštjan povabil k pisanju za revijo Tekač in Sašo tudi k pisanju za revijo Tek Plus. No, zaradi pisanja o Tekaču sem spet na pobudo ljudi, ki so jo urejali in brali, izdal tudi svojo knjigo. Vem, da ste jo brali. Vem, da bi še kakšno obljubim, da jo spišem do naslednje svoje okrogle obletnice. Zaradi tega ostajam prilično fit, zaradi tega ostajam predvsem ponižen in stoičen tudi pri vseh ostalih življenjskih preizkušnjah. No, vsaj občasno, če sem iskren. Tekaške poškodbe sem imel, čisto vse od pokostnic do stresnih zlomov, od vnetih ahilovih tetiv, iliotibialnega sindroma, tekaškega kolena, plantarnega fascitisa, Mortonovega nevroma, ni da ni. Se ne bom hvalil, da tudi trenutno nimam kakšne, ampak jemljem v zakup, da kdor pač dela tudi greši, da kdor se giblje, si kdaj pa kdaj tudi kaj naredi. Mi je bosi tek, boste rekli, pomagal kaj pri preprečevanju tekaških poškodb? No, če drugega ne, mi je po 15 letih tekaškega udejstvovanja dal nov pogled, novo svežino, nov način gibanja in ne samo boljši stik s tlemi, pač pa tudi več razumevanja. Danes, ko bos tečem bolj kot neobčasno, razumem tako obute kot bose tekače in pozdravljam prav vse. O minimalizmu v teku spregovorim kmalu v kaki novi oddaji, tule priobčim samo še to, da ne glede na to, ali znanost potrjuje, da smo rojeni za tek ali hojo, da je blaženje strup ali odrešenje, da je tek po asfaltu groza, tek po gmajni pa čisto odrešitu. Jaz sem veliko eksperimentiral in to še vedno počnem. Za razliko od marsikoga nisem pristaš določenih razdalj, podlag ali terenov. Enostavno so mi všeč vse, tako kot pri hrani. Nekdaj najbolj zagrizen paleojedec sem se naučil, predvsem, da moram pri hrani čim manj komplicirati, pa naj bo to meso, kruh, zelenjava, sladkarije ali pivo, da boste vedeli. No, pa še ena prigoda z maratona v Radencih, ki jo moram deliti. Tam sem enkrat tekel tudi na polovični razdalji. Daljnega leta 1999 je ta razdalja štela tudi za državno prvenstvo. Čeprav sem bil v življenjski formi, sem se komaj uvrstil na stopničke in to s časom uro 16 minut. Zmagovalec med študenti je imel uro 12, kar je danes že v absolutnem smislu odličen rezultat. No in ko so nas poklicali na oder, nas je podelevalec nihče drug kot Igor Bergant napovedal: zaploskajte bodočnosti slovenskega teka na dolge proge. Ha! Kako se nam je dobro zdelo, čeprav se je slišalo malo hecno. Smo bili vendarle študenti, ki v prostem času malo tečemo, brez kakršnihkoli atletskih ambicij. Je pa bil vseeno to vrhunec moje tudi atletske kariere. Tam posedujem še enega od pokalov, ki mu delajo družbo tudi vsi pokali iz Ljubljanskega maratona za udeležbo. Moja knjiga, jasno, vse slike, ki sem jih dobil, čast tudi moje knjigi in za katere se zahvaljujem, pa seveda slika z nočne desetke in kozarec s podpisi tekaške druščine enega zadnjih tekaških izletov. Kaj bi si lahko več želel? Ja, obredal sem tudi po večini vse večje tekaške prireditve v Sloveniji. Z veseljem se sedaj odzivam na vabila na manjše, velikokrat bolj domače in srčne dogodke. Takole vam rečem, splača se malo zapeljati po Sloveniji in se udeležiti kakega dogodka, ki ga še ne poznate. Zaradi terena, zaradi doživeti, pa seveda zaradi lokalnih ljudi. Tudi če nikoli ne boste šli na noben tuj dogodek, na noben Marathon Majors, imate v Sloveniji dovolj dela za vsaj 2 tekaški karieri.
Še malo nazaj k podcastu. 100. epizoda je tole. Spoštovani, spoštovane. Sem kar malo sentimentalen postal. Ste lahko slišali in videli. Mnogi ste me hecali, kdo bo moj gost za 100. epizodo. Predlog je bil celo, da intervjujem sam sebe, ampak bilo bi hecno, ampak se vidi kar malo schizofreno. Morda bom to še kdaj naredil. No, potem sem sam prišel na idejo, da bi za 100. epizodo povabil predsednika Pahorja, ampak predsednik je zelo zaseden, se bo raje zmenila na jesen, ko bo malo več časa tudi za te pogovore. Zato potem dilema ni bila več težka. Goste sem povabil najboljšega, ki ga poznam. Zadnjih 15 let nisem samo najboljša prijatelja, poslovna partnerja, soorganizatorja prostočasnih tekaških izletov. Znana so tudi kot tista, ki ves ta čas vztraja ob najini dolgoletni ljubezni, ki bo letos na sporedu že 16. kot kaže tudi zadnjič. Ampak vsak konec prinaša tudi nov začetek. Dame in gospodje, Igor Zonik in Nočna desetka. Igor, živijo, zdravo stari! Dobrodošel. Marko, živijo. To, imamo to. Evo, tale oddaja, 100. oddaja podcasta Zagret za tek, tudi o Nočni desetki, o zgodovini Nočne desetke in o tem 15 let nazaj, takle čas, sva pripravila prvo Nočno desetko. A se kaj spomniš, koliko si bil živčen takrat? 15 let je res že dolg čas, kar smo v bistvu se tega našega projekta lotili. Ampak, veš, da ti povem, da takrat prvič v bistvu sploh nismo vedeli, kaj se podajamo. In tudi kakšne hude živčnosti sploh ni bilo. Pač bili smo tisti 15 let mlajši entuzijasti, ki smo se tega projekta lotili. Smo rekli, pač imamo neka znanja z vseh teh področji, to se pravi z organizacije, iz teka, iz IT-ja tudi v tistem času. In smo se res pravi ljudje, smo se takrat v tistem trenutku skupaj zbrali in se lotili tega projekta, ki je po vseh teh 15 letih res ratal en brand, tako da v bistvu znan po celi Sloveniji in še okrog v bistvu. Se mogoče spomniš, kaj si sploh pričakoval kot direktor, namreč od začetka na tej funkciji, najbolj tudi zaradi tega, kot praviš, si bil zmer najbolj zbran, mi smo bili vsi bolj živčni, ampak kaj si ti pričakoval recimo od prve izvedbe takrat, leta 2007? V bistvu, takrat smo šli v bistvu ta dogodek čistko brez kakšnih hudih pričakovanj. Sploh nismo vedeli, koliko ljudi se bo od tega dogodka udeležili. Takrat nočni teki v Sloveniji sploh še niso bili v porastu. Tukaj se spomniš, v bistvu mi smo takrat razmišljali o tem, kam sploh umestiti ta naš dogodek. Časa takrat za samo organizacijo res ni bilo veliko, ker to smo se par mesecev pred dogodkom smo se odločili, da bomo to organizirali in smo iskali v bistvu situacijo, kako to sploh narediti. In v bistvu naša ideja je bila takrat, dobili smo termin, ki ne bi bil poleti. To se pravi, julijski termin je bil takrat še zelo prazen in smo se odločili, da bomo naredili to julija. Ampak, kako bomo julija tekli, takrat je vročina, in pač takrat je takoj padla ideja, pa naredimo nočni tek. In to je bilo takrat v Sloveniji res nekaj čisto novega, ampak tukaj sem že prej rekel, nismo vedeli, ali bodo ljudje prišli ali ne bodo. In tudi že prvo leto smo bili res navdušeni nad udeležbo, se smo takrat zbrali blizu 1000 tekačev. Ampak če se zdaj tako ozrem nazaj na vsa ta leta, v bistvu, koliko je bilo to ena improvizacije, kako smo se teh zadev lotevali, ampak zadeve so kar tekle. V bistvu vse, kar smo se lotili, smo speljali, čist neke nove ideje. Takrat smo prvič uvedli na tekih kremšnite, vilčke so bile kot medalje in ljudi to pritegnili. Res so prišli pogledati, kaj bo te norci zgledati, ta društvo, vidite si dobrega teka, kaj bodo sploh pripravili in res takrat smo bili čisto navdušeni nad tem njihovim odzivom. In še zdaj, ko se nazaj spomnim, sploh nikoli ne bom pozabil tega občutka, ko smo v bistvu na koncu, ko smo zaključili to prireditev, ko se spomniš, objemali smo se pa jokali smo od tega v bistvu navdušenja, kaj smo sploh uspeli v tako hitrem času pripraviti.
na en način je bil to prvi skupni otrok, recimo, naš skupen, no, širše ekipe, ki je to postavljala tistem letu 2007, 15 let kasneje. Evo, nisem več tako mlada junca, ampak se je sivina malo zalezla v najne brade, ja, pa morda nekaj več izkušenj. Tudi, kako se pa letos počutiš, no? Dober teden pred 16. nočno desetko. Ja, moram reči, da pa letos so pa neki novi občutki spet pred nočno desetko. Zdaj ta prekinitev zaradi korone, to se pravi, predlani smo organizirali čisto samo virtualno različico, lani je bila neka polovična varianta, nekimi kronometrskimi štarti, tako da imam letos kar občutek, kot da delamo spet nekaj čisto novo. Kljub temu, da imamo kar 15 let izkušenj z organizacijo tega dogodka, ampak je ta čas spustil v bistvu ene posledice, kar opažam tudi pri samih tekačih. Tako da, v bistvu, to sem rekel, občutki so zelo mešani, ampak se trenutno zelo veselim, da bomo spet na Bledu 25.6. zbrali, zdaj tukaj zgleda nekje okrog 1500 tekačev, da bo spet ta originalni naš tek, nočni tek, da bo pač tudi z vso to infrastrukturo, ki je bila vedno, to se pravi, z vsemi temi spremljevalnimi dogodki, od otroških tekov, zaringa teka, pa itak tista zadeva, ker tudi nočno desetko je vedno delala malo drugačno, da to v bistvu ni bil samo tek, ampak je bila tudi zabava. In tudi letos pač skupina Joške ven, letos smo še tako v bistvu se odločili, da bo štart teka 1 uro prej, zato da bomo ljudem v bistvu ponudili še več te tekaške zabave. Tako da bomo lahko še 1 uro dali, uživali skupaj in se poslovili od nočne desetke na tak ta prav način. V bistvu poslovili, tako bom rekel, vsaj v tem formatu, ki smo ga delali zdaj 15 let, mislim, da smo prišli do enega zaključka, da je lepo, recimo, vsako tako stvar nekje končati, pa se lotiti nekega novega projekta. To ne pomeni, da vitezi dobrega teka bodo kar nehali delati, da ne bojo več presenečeni s svojimi idejami in projekti, ampak mislim, da bo letos polet, da bo en tak čas, da se malo razmisli, v katero smer iti, kaj pripraviti, kaj so nove smernice, recimo, na tem tekaškem področju. Tako da jaz mislim, da nama idej ne bo tako hitro zmanjkalo, tako da pripravljeni boste, da bo še kaj novega se pojavilo. Tole si lepo začinil, evo ta odgovor, da si tuhtal, kaj hudirja bo pa leta 2023 na Bledu, ne bova nič povedala še. Ja. Prej si govoril veliko o improvizaciji, res je, veliko domiselnih rešitev smo izpopolnili, marsikšno napako smo tudi naredili, a pa če bi se tako ozrl na zadnjih 15 let, morda kakšno stvar spremenil, ti je za kaj žal, pa bi naredil drugač, pa bi rekel, ok, pa bi se mogoče kakšna stvar drugače spletla? Če zdaj tako pogledamo vseh teh 15 let nazaj, veš, da recimo ne bi nič spremenil. Vsako leto v bistvu smo iz izkušenj iz prejšnjih let, mi smo v bistvu tudi veliko potovali vedno po svetu, že od nekdaj, že od leta 2007 ali pa že tudi prej smo hodili ogromno po teh tekih po tujini. Tam smo gledali prakse, v bistvu, ki jih že na tekaških dogodkih uporabljajo in smo jih vedno skušali tudi v Slovenijo prinesti, pa tukaj, v bistvu smo v Sloveniji, smo na nek način malo urali ledino, ampak so bile to neke prakse, ki so v svetu že bile uporabljene, ampak mi smo jih pa na ta prav način, v bistvu smo jih skomponirali in vsak let v bistvu vključevali v nočno desetko. Tako da, kot sem me prej vprašal, v bistvu jaz ne bi nič spremenil. Jaz v teh 15 letih ne bi nič spremenil. Vsaka stvar, ki smo jo naredili, je imela nek namen v tistem letu. In tudi tako, ko smo začeli s temi našimi kremšnitami, vilčkami, ko je to enkrat preraslo, recimo, ko smo videli, da te vilčke že so imele svoj namen in da recimo je prišlo obdobje, ko so te lepe lične medalje
ljudi tudi privabili na te naše tekaške dogodke, da smo mi sledili tem trendom, no? Oziroma smo bili kar, sploh v Sloveniji, smo bili na marsikaterem področju v bistvu čist prvi. No? Se pravi, tudi če se spomniš iz začetka, ko se je plačevalo še na položnice oziroma na kaznice, ko je poštar domov denar nosil. Mi smo bili prvi takrat, ko smo rekli, pri nas pa tega ne bo več. Mi imamo samo še elektronsko prijavo, pa smo tudi eni prvih, ki smo uvedli plačevanje prek kreditne kartice, kasneje uvedli tudi PayPal, pa podobne te storitve plačilne. Tako da, jaz mislim, tako sem ti že prej rekel, jaz na nočni desetki ne bi spremenil nič. To, kar si ti rekel prej, to je najmanj otrok v bistvu. In tudi pri otroku se nazaj ozreš, si misliš, vse imeli pač nek namen. In ta otrok je skupaj z nama rastel in je ratal zdaj 15-letnik. Ko se odloča v bistvu, tako 16-letnik, ko se odloča, kam v življenju naprej iti, išče neke nove smeri, tako tudi mi dva z najmo projektom oziroma s to nočno desetko zaključujeva neko obdobje in iščeva pač neke nove smernice, kam bo ta organizacija teh športnih dogodkov oziroma tekaških dogodkov naj upeljala. Ja, pri 16 letih ti lahko dajo že izpit za avto, sem se še zmeraj moral zraven tebe peljati, da ne delaš preveč trperi. Ja, imaš svojo najljubšo nočno desetko? Ja, v bistvu, meni je še vedno najljubša bila prva nočna desetka. Tiste emocije, ki smo imeli na koncu, to je bilo nepozabno. Ker smo se v bistvu vsi prostovoljci, ki že takrat nas je nabrali kar blizu 100, ko smo se zbrali tam na tistem odru, res takrat tistih občutkov nikoli ne bom pozabil. Res iskreno smo se tam objemali, v bistvu solze so nam tekle. In tista prva nočna desetka je bila res tisti zagon, ki nam je dala pol tudi neko vedenje, da smo naredili res dober dogodek in da bomo tudi na tem vztrajali in ga peljali skozi to najstništvo do vseh teh 16 let. Tako da vsaka nočna desetka v bistvu mi je bila zelo ljuba. Tudi recimo 10. nočna desetka, ko smo imeli obletnico, ko smo naredili tudi nek tak jubilej, ko smo povabili vse te tekače, ki so bili na vseh nočnih desetkah, smo se poklonili tudi v bistvu njim, da so nam bili vsa ta leta zvesti, tudi ta dogodek je bil lep, ampak pač tista prva pa le prva. Katera je bila pa najbolj dramatična? Evo. Najbolj dramatična? V naši zgodovini nočne desetke je bilo v bistvu tako kar en kup enih dramatičnih dogodkov, povezane predvsem bolj s prostovoljci. Marsikaj se je dogajalo, marsikajšno stvar smo ušpičali, reševali ljudi na ogromen načinov. Drugače pa ja, tudi predlanska recimo nočna desetka, ko do konca v bistvu nismo vedeli, na kakšen format bomo sploh lahko to speljali. Ko smo prvič v bistvu sploh razmišljali, da lahko dirka se izvede tudi virtualno. To recimo, da bi leto ali pa 2 leti prej kdo omenil, da bodo ljudje virtualno tekali okrog, ne vem, hiše ali pa po enih hribih, pa zraven na Stravi merali kilometre in v bistvu na tak način vsak na svojem dvorišču skoraj, v svoji državi, odtekali nočno desetko. To se mi zdi v bistvu tistemu času sploh nepredstavljivo, tudi rekel dramatično na en način. Ja, lepo si tole povedal, jaz tudi nikoli ne bom pozabil, mislim, da tistega leta 2012, ko je pol ure pred štartom tako lilo, kot da bo konec sveta in da mi je skoraj vse skupaj odplakalo, pa ne, mislim, da leta 2018, ko je strela treskala in takrat vzela na Bledu, drugi koncem jezeru nekaj življenj. Zelo, zelo veliko stvari se je dogajalo, res, da ne omenjam 9. nočne desetke, ki je meni posebej ostalo v spominu, ampak to je zgodba za drugič. A mogoče veš, prej si omenil tekače, ki so bili na vseh nočnih desetkah, koliko je še takih, ki letos pridejo že 16-tič? Če se dobro spomnim, je bilo v bistvu na 10. nočni desetki je bilo teh tekačev še kar tam blizu nekje okrog 100. Zdaj na letošnji
pa kar sem gledal zadnje te prijave, pa mislim, da je tam nekje okrog 20 tekačev, ki so se pa v bistvu udeležili čisto vseh, to se pravi tudi teh virtualnih in vseh teh originalnih različic, ki smo jih na Bledu pač do zdaj organizirali. V 16 letih se nabere tudi veliko tekačev nasploh. Imaš mogoče številke, koliko tekačev se je zgrnilo na Bled v juliju, pa kasneje v juniju na nočno desetko? Ja, če zdaj tako nekako malo preštudiram, bi rekel tam nekje okrog, na vseh nočnih desetkah, tam nekje okrog 36,000, no. Se pravi, sam na tem 10-kilometrskem teku, če pa zraven prištejeva še Uzarin tek, pa otroške teke, pa mislim, da jih je kar tam blizu 45,000. To so že kar impresivne številke, 45,000 je že za skoraj da za eno kranjsko občino, no? Pa za kar nekaj blejskih. No? Lepo število ljudi je to, lepo število tekačev, ki se jim bomo letos tudi zahvalili na način s to nočno desetko. Kaj pa prostovoljci, brez katerih prireditev kot je nočna desetka sploh si ni moč predstavljati? Mogoče veš, koliko ljudi nam je v teh letih vse priskočilo na pomoč? Ja, v bistvu prostovoljci so pa res tista naša glavna vrednost, no, že od začetka. Mislim, da marsikatera tekaška prireditev v Sloveniji nam je bila kar malo neušljiva, da smo vedno znali na Bled spraviti toliko prostovoljcev. V bistvu, kakšno leto jih je bilo že kar malo preveč, a ne? Ampak vedno smo vse z veseljem vzeli, ker to so bili v bistvu ljudje, ki so res prišli z nekim žarom tako pomagati, vedno so se udeležili tega in vedno smo tudi mi dali njim možnost, da so bili del naše prireditve, da so dobili to zabavo, če je kdo želel, je lahko tudi zraven tekel, a ne? In mislim, da je teh ljudi, če vse skupaj pogledamo vseh teh letih, da je bilo kar tam blizu 3,000. To je pa že kar taka impresivna številka. Ja, to je pa že za kar eno veliko podjetje zaposlenih, ampak ja, nočna desetka, brez teh prostovoljcev, tudi letos jih pride 150 vsaj, da bi bila to, kar je, sploh jo ne bi bilo. In fajn je, no, gledati vse te ljudi, ki se, rekel, ob delu tudi družijo in se zabavajo in rekel, dajo tudi na ta način pečat dogodku, ki ga po drugi strani ne bi bilo tudi brez najnih partnerjev. Lej, če sva že v tej vdaji pa še že govorila, izkoristiva priložnost še za malo reklame. Daj mi, Igor, povej, kdo so tisti partnerji, brez katerih pa vseeno te desetke ne bi bilo in so tudi letos zraven, pa večina njih vztraja že kar dolga leta. Ja, moram reči, da mi imamo v bistvu na nočni desetki kar ene take, ko bi temu rekel, vztrajne partnerje, ki so videli v bistvu v nočni desetki vedno nek potencial in tudi v tistih letih, ki mogoče smo jih res potrebovali, kot recimo letos, ne, so nam vedno priskočili na pomoč. V prvi vrsti sigurno Coca-Cola kot naš glavni generalni sponzor, pa seveda gozdno gospodarstvo Bled, ki že od začetka nas podpira. Takrat, ko v bistvu ideja v nočni desetki sploh je bila še kar tako zelo taka avanturistična, bom rekel, so oni bili v bistvu prvi, no, ki so to priložnost spoznali in so nas takrat tudi podprli. Itak pa ne gre brez Kremšnit, to se pravi tudi podjetje Konditus, je že dolga leta z nami, pred njimi smo sodelovali tudi s podjetjem Lincer, ki smo pa potem, ko smo rastli in večje število naših, to se pravi in tekačev in prostovoljcev, se pravi vseh udeležencev prireditve, smo prerasli mogoče tudi malo njih in smo se potem povezali s podjetjem Konditus, ki nam je z veseljem vedno prišlo naproti, tako da, kar se tiče pa teh športnih sponzorjev, tukaj ne smeva pozabiti Hervisa, ki zadnja leta res zelo lepo sodeluje z nami, vedno nas podpre pri vseh teh naših akcijah, tudi kakšnih akcijah, ki smo jih še delali tako skozi vso leto, kakšne tudi povezane akcije z nočno desetko, potem športni copati Hoka, ki so tudi en od večjih naših sponzorjev.
pa recimo, kot če omenim tudi zavarovalnice, smo vsa ta zadnja leta zelo dobro sodelovali tudi z Vzajemno, z njihov, tam vedno pride njihova maskota Vzajem, ki naredi to našo nočno desetko še malo bolj zanimivo, sploh na teh otroških tekih. Tako da teh sponzorjev je še kar, je bilo vsa ta leta, moram reči, da so nama vedno priskočili na pomoč in so bili res nek steber, neka upora, da smo lahko to prireditev tudi na takem nivoju pelali. Tako da v bistvu z njihovo pomočjo je tudi sama infrastruktura nočne desetke, se pravi, celotna organizacija je rasla in tudi oni so nam lepo vedno sledili in podpirali to. Tako da, ne vem, zdaj sem omenil te malo večje, vedno je tudi recimo Turizem Bled, občina Bled so pripomogli na svoj način, tudi da so bili neki podporni partnerji pri tem našem projektu. Tako da jaz bi se na tem mestu tudi vsem zahvalil za to pomoč in tudi želel, da vnaprej v naslednjih projektih, da pač to zgodbo zapeljemo še tudi naprej, pač kakšnimi novimi idejami, itak bojo odpuljene, tako kot so bile vedno. Nočna desetka 2022 mora biti zato poklon vsem tem omenjenim, ki si jih dejal, ki si jih omenil, ki si jih naštel, da spet poustvarimo ta predkoronski tekaški čar. Ampak po drugi strani je cestni tek po popularnosti morda res na najnižji točki od zadnje velike krize. Zakaj meniš, da je temu tako? Ja, jaz kar nisem verjel, nisem upal, da bo situacija taka, ki se letos kaže na športnih, sploh tekaških prireditvah, ker so spremljala udeležbo, da se pravi od začetka, od spomladi do zdaj, je kar, bom rekel, 50% upad udeležbe. Zdaj, verjetno razlogov je kar nekaj. Kar jaz največ vidim razloga je to, da sigurno je ogromno, naenkrat je ratalo ogromno nekih manjših prireditev, da se to število tekačev pač razporedi po vseh teh dogodkih. Recimo prejšnji vikend, ali pa še en vikend nazaj, je bilo na isti dan po 5 tekaških prireditev, se pravi od trailov do gorskih tekov, do cestnih tekov. Res, to je poplava dogodkov teh, kar naenkrat se spet pojavlja. Po drugi strani pa je korona, se pravi, ti 2 leti sta pustili neke posledice. Tako kot sem jaz pač malo razmišljal v tej smeri, ljudje so vedno potrebovali te tekmovanja zato, da so si postavili neke cilje, v bistvu cilje, da so sploh začeli trenirati, da so imeli motivacijo. Med korono smo se pa mogli drugače motivirati, teh tekmovanj ni bilo in smo videli, da tudi brez teh tekmovanj se da motivirati, da greš hoditi, da greš v hrib, ker takrat v tistem času, kaj drugega veliko ni bilo za početi, in ljudje so pač tudi malo ostali v temu noter, so ostali v temu, da mogoče pa ni treba vedno na tekmovanje iti, da greš lahko tudi v hribe, na kolo, na turno smučanje ali kakorkoli, ampak jaz mislim, da se bodo ljudje tudi počasi spet začeli vračati na te prireditve, ko bodo videli, da v bistvu je pa lepo kdaj malo združiti zabavo, tekmovanje, ker ogromno ljudi pa še vedno ima to žilico vse, da se radi malo primerjamo en z drugim, pa se vprašaš, kako si ti tekel, kje si bil. In jaz mislim, da bo čas prinesel to, da se bodo ljudje pač tudi vrnili na ta tekmovanja. Zdaj, koliko časa bo to trajalo, bomo kdaj še dosegali sploh te številke, ki so se recimo, reklo, 4-5 let nazaj, takrat je bil nekje vrhunc tega tekaškega dogajanja. Jaz upam, da bomo še prišli blizu teh številk. Sigurno bo pa treba tudi razmišljati v smeri, da je treba te naše prireditve pač primerno času tudi jih malo obogatiti, to s programom, z načinom
tekmovanja, da bo to majčkeno bolj atraktivno, da to ne bo samo en pač običajen cestni tek 10 kilometrov, bodo to kakšne ovire, bo to, ne vem, to bo pa letošnje poletje primerno za ta brainstorming, da bomo pač malo nagruntali, v katero smer v bistvu trenutno grejo trendi in kako v bistvu ljudi motivirati, da pridejo pogledati, kaj bomo spet novega pripravili za njih. Ja, tako kot praviš, polet se usedemo dol, pokličemo kakšnega vedeževalca ali pa šlogarco, ta pove skrivni recept in naslednje leto naredimo to zadevščino. Ja, hecam se. Če bi imel neomejeno časa in denarja, kakšno prireditev bi organiziral? Nočno desetko. To bi bila nočna desetka. Rekel tako, vsa sredstva, ki jih smo vedno dobivali, vedno smo bili malo omejeni, recimo. Mi da smo imeli en kupenih idej, kaj bi vse lahko, od ognjemeta z gradu, z otoka, ti smo vedno to željo, da bi Bled bil osvetljen, vedno se je tudi malo zataknili pri teh sredstvih, finančnih. Vedno smo mogli v teh okvirih delati. In enkrat, če bi imeli pa res neomejeno teh sredstv, bi pa prav zaradi tebe bi se potrudili, da bi Bled bil osvetljen kot podnev. Ja, no, sigurno bi nočno desetko bi probali v bistvu dvigati še na višji nivo, še in z zabavo, in z prireditvenim prostorom. Pač ja, na temo bi sigurno še kaj lahko naredili. Pazi se, Bled. Prihajamo. Bomo rekli, za konec, Igi, bi kdaj za izziv morda pretekel maraton ali še boljš? Bi ga morda kdaj organiziral? Ja, tle bom čisto pošten povedal, no, maratona nimam nikoli v planu preteči. Jaz sem tam s tem desetkam sem čisto zadovoljen. Tako da ja, kar se pa tiče organizacije maratona, pa rekel, da to mi pa je izziv, da bi lahko naredili enkrat res tak maraton, kot recimo tako čist iz začetka, tako smo nočno desetko začeli delati, da bi naredili nekaj drugačnega, ne klasičen maraton, ampak spet neko novo stvar z nekimi novimi elementi, tako kot smo nočno desetko sestavljali. Ja, meni je bil ful izziv, recimo narediti maraton. Nekje tle mogoče na Gorenjskem, ker Gorenjski manjka to, no, recimo je to Kranja, je to celo Bled ali pač ta okolica, da bi tukaj enkrat se skupaj zbrali, pa dobili tudi nek soglasje, se pravi, vse lokalne skupnosti tukaj okrog, da bi podprli ta projekt, da bi šli skupaj v to in da bi vsi videli neke prednosti, neke benefite v bistvu v tem, da bi privabili v bistvu ljudi z celega sveta. Se veš, ko hodimo na te maratone v tujini, tam je recimo Berlin, London, vsi ti največji, to je en kupenih ljudi, en kup možnosti, sploh tle na temu našemu blejskemu koncu za turizem. Tako da upam, da bo kdaj ta lokalna skupnost videla tudi to priložnost in da bomo skupaj najdeli en tak pravi jezik, in da bomo tudi v to smer lahko kdaj šli. Super si to povedal. Jaz verjamem, da lokalna skupnost tole tudi posluša zdaj, ja, prebeležite si, se oglasiva jeseni na kakšnem brainstormingu, na sestanku, pa bomo kakšno novo rekli. Kot rečeno, pred volitvami, ja, časa bo še dovolj, tudi potem za volilno kampanjo še za naprej. Tako, Igi, veliko zapovedala, prej si rekel, da desetke so ti dovolj, če bi imel časovni stroj, pa bi te zdaj prežarčil na prvo nočno desetko, bi ti rekel, v odlični formi si namreč, morda gledalstvo in poslušalstvo, drage dame in gospodje, ne veste tega, ampak Igor odlično teče zdaj na desetki. Ampak če bi te dal zdaj na prvo nočno desetko, pa ti rekel, evo, Frej si zdaj lahko odlaufaš, moraš odlaufati, evo, kakšen čas bi na originalni progi nočne desetke na Bledu postavil.
A veš, da to bi bil pa res izziv. Bi pa z veseljem, če bi me lahko postavil nazaj na nočno desetko, pa da mu to možnost, da ne bomo nobene obveznosti, takrat bi šel pa z veseljem teč. Tako da, kakšen čas bi postavil, ne vem. Po mojem bi šel bolj počas, ker bi hotel uživati v tisti moji najljubši nočni desetki. Tako da, v bistvu čas ne bi bil takrat pomemben. Res bi užival. Čim dalj bi v bistvu tekel, da bi čim dalj trajala. No, zdaj si mi dal dobro idejo, kaj ti bomo kupili za recimo 50. rojstni dan. Postavili te bomo na njivce, ker bo ta star štart, 2 traka, rdeča, bela bomo postavili, pa enega policaja bomo poklicali, da v tem z loparčkom čist na koncu mahal, zato da už dobo občutek, da je tako, ostali bomo šli pa na pir. Ja, tako nekako, ja. Pa bom pa kar malo pohitil, da vas ujamem. Pivo sem pozabila, evo, za tale zaključek pogovora nič ne de, da se bo v kratkim dobila v živo, pa nazdraviva tudi 100. epizodi, pa 16. nočni desetki, jasno. Igor, dragi prijatelj, hvala ti za tvoj čas, pa seveda povabiva tudi vse, da se srečamo kje druge kot na 16. nočni desetki. Tako da bi pa tudi tebi čestital za to 100. oddajo. 100 oddaj, to ni kar tako. Tako da v bistvu ta podcast se je v Sloveniji res prijel, ljudje ga zelo radi gledajo, zelo velikokrat me tudi sprašujejo mene osebno, kaj v teh zadevah, tako da res vsaka čast, kar tako naprej. Te bomo še vedno poslušali, spremljali in upamo, da čim prej prideš tudi do 200. Še prej, pa ob teh lepih besedah, spijeva eno ali kakšno več pivo. Igi, stari, hvala ti, lepo se imej, se vidva kmalu. Uživaj, čau. Čau. Hvala, Igor, in naj bo to dovolj za 2-krat okroglo jubilejno 100. epizodo. Zdajle si privoščim še tole pivo, ga spijem do konca, potem pa grem tuhtat, kako se staviti 101. epizodo podcasta. Ves čas neizmerno cenim, vašo podporo prav tako. Za vse predloge se priporočam, pa naj si bo o temah, idejah, konceptih in tudi novih receptih za tale podcast. Na vse zadnje mi je všeč, da je tudi vam všeč. Na zdravje, ostanite zagreti za tek, se vidimo na nočni desetki.